Renault zadnja leta v Formuli 1 rastura. Je pa res, da z dirkalnikom, ki ga vozi Sebastian Vettel, sam najbrž niti speljati ne bi znal, pa vi verjetno tudi ne. Imamo pa vsi skupaj eno fino alternativo, ker Renault svoje dirkaško znanje uporablja tudi pri povsem običajnih avtomobilih. Zapeljite se s katerimkoli od RS-ov, pa boste točno videli, o čem govorim. Ne o tem, RS-a sta tam za ne. Govorimo o športnikih, ki služijo za referenco ostalim znamkam, ko delajo svoje športne avtomobile. In Megane RS je že eden takšnih. Pa ne že spet test Megane RS, boste rekli tisti, ki nas vedno spremljate, ker to tudi slučajno ni prvi test Megana, ampak tretji oziroma četrti. Je pa tudi ta dovolj poseben, da smo ga še enkrat vzeli, ker gre za posebno in oštevilčeno različico Red Bull Racing. In ta ima eno zanimivo funkcijo, ki je ne morem preizkušati varno na cesti, zato potrebujem dirkališče. Tega seveda v Sloveniji nimamo, zato sem spet tule, na letališču Lesce. Če pritisnem ti dve stikali naenkrat, pridem v poseben meni, kjer potem lahko spremljam pospešek od 0 do 100 km/h, čas, ki ga potrebujem za prvih prevoženih 400 metrov, čase na dirkališču, bočni in lateralni pospešek in še marsikaj drugega. Ta Megane ima v običajnem delovnem režimu 250 konjičev, če prestavim na sport pa 265. In glede na to, da je odzivnost stopalke nastavljena na ekstrem, je razlika več kot očitna. Poglejte to, nogo držim povsem enakomerno in bom samo prestavil na sport. Neverjetno, čeprav na cesti neuporabno, ker stalno cuka. No, pa da vidim, če lahko dosežem tovarniških 6:0 do 100. Šest, 7. Šest, 4. Šest, 1. Se mi kar gre, čeprav so gume že zelo slabe. Megana R26R iz leta 2009 se verjetno spominjate. Tiste najbolj odpiljene različice s samo dvema sedežema, kletko, dirkaškimi gumami in plastičnimi okni, da je bil lažji. Ta RS Red Bull Racing ni tako poseben, ker je mogoče škoda, ker gre vseeno za posebno in oštevilčeno serijo. Tako pa gre v bistvu za običajnega RS-a, ki so mu namenili bolj čvrsto in nižje podvozje kap, bolj zmogljive 6-batne Brembo zavore, Recaro sedeža in nekaj nalepk, da ga boste lažje opazili. Samo mora biti pa čist, drugače se jih ne vidi. Ampak za slabo voljo ni nobene potrebe, ker je to vrhunski bolid, s katerim boste vstrhovali asfalt, če bo suh ali pa moker, tako dobro gre. Pogrešam samo malce bolj agresiven zvok, recimo nekaj takšnega, kar ponuja Focus ST, ampak tudi ta prav pošteno piha, ko ga priganjam. Tole je skratka najboljše iz sveta avtomobilov s prednjim pogonom. V Evropi za 33.000 evrov hitrejšega stroja ni, pa verjetno bolj brezkompromisnega tudi ne. Megane RS je trd, ne, najtrši predstavnik in res ni za razvajene. Vsak, ne samo ta.